Svet je sinoči izgubil senatorko Lindseyja Grahama v popolni tragediji za Ameriko. In medtem ko imate ogabne ljudi na internetu, kot je Anna Kasparian, ki govorijo stvari kot je dobro, da ga ni več, ker je bil zelo za Izrael, a tudi zelo proti islamskemu režimu, kar seveda Anna Kasparian sama ne more prenesti. Na spletu so zdaj začeli postavljati nekatera vprašanja. Naprimer, zakaj je bil na potovanju v Ukrajino, se vrne in v samo nekaj urah umre zaradi nenadnega srčnega napada, čeprav je bil dobrega zdravja in je imel 71 let. In mi se ne spuščamo v teorije zarote. Ampak imam nekaj misli o tem in sem mislila, da jih bom delila z vami, še posebej zato, ker je bil ta človek izjemno pomemben za svet in je njegova izguba ogromna. Jaz sem zaradi tega zelo žalostna. Zadnja oseba, s katero je govoril, je bil predsednik Trump. Poglejmo. Kar je še bolj nenavadno, je to, da sem sinoči nekje v zgodnjih večernih urah, mogoče okoli 7, dobil klic. In poklical in rekel, vse je pripravljeno za zakon Save America Act. Zakon Save America Act je zelo močno zagovarjal. Vrnil se je in rekel, da je pravkar priletel iz Ukrajine. Rekel sem, da je to dolga pot. Zdel se je malo utrujen, ampak v redu, le malo utrujen. Imel je pravico biti. Človek bil je delaven, res je bil delaven, ampak v resnici je zvenel odlično, ampak je dejansko rekel, da je utrujen. Ampak želel je spraviti skozi Save America Act. In rekel sem, dobro, to bomo uredili, Lindsey, to bomo uredili. Se vidiva kmalu. Mislila sva, da bi se morda celo danes srečala. In potem je bilo to. In to je bilo, veš, ravno v tistem času. Ne bi moglo biti veliko kasneje. Ne vem, morda je bil to njegov zadnji klic. Ne vem natančno. Ampak okoli 1 ure zjutraj sem dobil sporočilo od enega izmed ljudi iz njegove pisarne, da je umrl. Rekel sem, razumem, preprosto ne morem verjeti. Bil je kot član družine zame. Zelo težko je pravzaprav. Neverjetno je. Gospod predsednik, bil je tak zagovornik. Bil je, veste, če je želel kaj doseči. In veste, imel je edinstveno sposobnost. Znal je sodelovati z demokrati in republikanci. Če sem imel težavo, resno težavo, nisem pogosto prosil. Ampak, če sem imel težavo z demokratom, jo je znal rešiti. Veste, kaj je zanimivo pri Lindseyju Grahamu in nekaj, kar sem pravkar videla na spletu? Bil je v senatu leta in leta. In mislim, da je bilo njegovo premoženje na koncu nekaj okoli $3 milijone. Seveda, če to primerjate z nekaterimi drugimi osebami, kot naprimer, ne bom omenjala imen, ampak so zaslužili desetine in desetine milijonov dolarjev. Bil je nekdo, ki je preprosto se je držal bolj v ozadju in ni iskal načina, kako zaslužiti ogromno denarja ali postati izjemno slaven, ampak je raje zagovarjal stvari, do katerih mu je bilo resnično mar. In to je razjezilo veliko ljudi, predvsem Irance, Islamsko republiko. Seveda, ko rečem Iranci, ne mislim na dobre iranske ljudi. Mislim vodstvo, Islamsko republiko, ki ga je tako zelo sovražila, da so pred kratkim imeli to pogrebno procesijo. In na njej so imeli sliko Lindseyja Grahama s tarčo na glavi. In resno mislim, poglejte to sliko. To je z nedavnega dogodka v Islamski republiki. Lindsey Graham, prej ali slej bodo glave letele. Zdaj pa, poleg tega, da je bil v Ukrajini, je Rusija na Homenijev pogreb poslala delegacijo. In se vrne takoj zatem. Ta grožnja, da ga bo nekdo ubil, je veliko ljudi zelo zmedla. In seveda je na to temo veliko teorij zarote. Zdaj, jaz nisem pristaš teh teorij zarote, vendar pa se mi to zdi izjemno zanimivo. To je od Aleksandra Dugina, o katerem, če že nekaj časa spremljate naše vsebine, že vse veste. On stoji v ozadju Rusije, nevarnosti, ki prihajajo od tam in načrtov za infiltracijo Zahoda. In on napiše tole. Nenadna smrt Lindseyja Grahama je lahko črno znamenje poslano Trumpu. Dvomim, da so bili to Iranci. Najbolj verjetno je šlo za delo Mossada, da bi Trumpa potisnili v popolno vojno z Iranom. To jasno pomeni, da si ti naslednji. Lindsey Graham je bil Trumpova senca, njegov temni jaz. In imam teorijo, ljudje. To prihaja od Douglasa Murraya, da kadarkoli kdo poskuša za nekaj okriviti Izrael ali Jude, je to skoraj vedno pravzaprav tisto, kar sami počnejo. Islamisti si izmislijo vse mogoče. Veste, Izrael naj bi uporabljal pse za posilstva ljudi. To ni nekaj, kar bi počeli Izraelci. Veste točno, od kod to prihaja. In nasplošno vidimo, da se te stvari dogajajo znova in znova in znova.
In zdi se mi zelo sumljivo, da Rusija takoj pošlje glasovno sporočilo, da bi zvenelo, kot da so za smrtjo Lindseyja Grahama stali cionisti. Naj bom zelo, zelo jasna. Od vseh teorij zarote v vesolju je ideja, da bi Izrael šel tja in ubil svojega največjega prijatelja v prestolnici, naravnost smešna. To je dobesedno nesmisel, še posebej, ko Islamska republika dobesedno grozi temu človeku. On pa gre v Ukrajino, oziroma Rusijo. Seveda niso enaki, ampak hkrati so bile tam ruske delegacije. In po eni objavi, čeprav ne vem, ali je to res, naj bi tovarno, ki jo je obiskal, nekaj ur kasneje napadla Rusija. To se mi zdi nekaj, o čemer bi se morali vprašati sami pri sebi. Kot je napisala Laura Loomer, se nisem strinjala s senatorjem Lindseyjem Grahamom glede vsega, ampak je bil odločen borec proti islamu in džihadu. Vedno je glasoval skupaj s predsednikom Trumpom, ko je bilo pomembno. Prav tako se je bolj kot katerikoli drug član senata boril proti sovraštvu do Judov. In lahko ste prepričani, da je imel jasno moralno presojo glede groženj naši državi, kljub nekaterim njegovim radikalnim težnjam. Upam, da bo sprožena preiskava njegove nenadne smrti. Obstaja razlog za prepričanje, da je bil zastrupljen. Zato bi bilo treba čim prej pripraviti toksikološko poročilo glede na nedavne grožnje njegovemu življenju s strani tujih nasprotnikov. Zdaj vam lahko povem to, da če bi bil Iran res tisti, ki stoji za tem, potem Trump zagotovo ne bo navdušen. To smo videli v tem videu, ko smo poslušali njegovo glasovno sporočilo. To je srce parajoče. Bila sta tesna prijatelja in to je nekaj, o čemer je vredno razmisliti. Toda lahkotnost in hitrost, s katero je bil Lindsey Graham uničen na spletu zaradi svojih stališč, ter način, kako ljudje skoraj da praznujejo dejstvo, da je umrl, je pojav, ki bi ga ljudje resnično morali postaviti pod vprašaj. Ker mislim, da to pove veliko več o družbi, kot pa o Lindseyju Grahamu. Vidite, ni pomembno, ali se strinjate z nečjo politiko ali ne. Resnica je, da je nekaj narobe, če ste pripravljeni dejansko praznovati smrt nekoga, ki je domnevno na vaši strani, tudi če se ne strinjate z njegovimi pogledi. In morate videti, s čim je trenutno preplavljen internet. Zdaj, spet, zelo hitro se lahko zapletete v teorije zarote glede tega. Ne vem, mislim, da morate počakati na toksikološko poročilo. Ampak to je od Laure Loomer. Pred kratkim je Tucker Carlson intervjuval Putinovega svetovalca Aleksandra Dugina, ki je pozval k atentatu na senatorja Lindseyja Grahama. Dugin je tweet kasneje izbrisal. Ups, pravkar smo govorili o njem. Pred nekaj meseci je imel Tucker Carlson na svojem podcastu krvave slike Lindseyja Grahama, da bi ga očrnil z naslovom Ugrabljajo maga. Zanimivo je, da je približno v istem času, ko je bil podcast predvajan, Dugin rekel isto o Grahamu, medtem ko so ruski državni mediji pozivali k atentatu na proukrajinskega senatorja. Prejšnji teden sta Iran in Rusija pozvala k atentatu na Grahama. Dan po vrnitvi iz Ukrajine je zdaj mrtev. Strup lahko povzroči srčni zastoj. Je bil Lindsey Graham umorjen strani Rusije ali Irana? Čas je, da vse tiste nore woke reich podcasterje, ki imajo povezave z Duginom, preišče direktor FBI. Očitno so te podcasterji vsi uskladili skoraj identična sporočila z Rusijo in čas je, da to preišče Ministrstvo za pravosodje. Dovolj je bilo, to postaja zelo nevarno. Zakaj je bilo Tuckerju dovoljeno iti v Rusijo in intervjuati Putina in Dugina? Kakšna je resnična zgodba? Zakaj Dugin vsakodnevno promovira Tuckerja Carlsona, medtem ko poziva k atentatu na ameriške zakonodajalce in uničenju Združenih držav? Upam, da bodo ljudje v maga odprli oči in videli, kako zlobna je v resnici ruska vlada. Nekaj je hudo narobe in sumim, da je bil Lindsey Graham umorjen. Nič od tega nima smisla. Umorjen, da bi ubili tega človeka. On je problem za Trumpa. Svet bo boljši brez njega. V redu, to je od Aleksandra Dugina, izbrisana objava. To je objava od Trumpa, v kateri je slika Lindseyja Grahama, ki izgleda, kot da so ga ubili. Tukaj je nekaj besed Hanani Naftalija o tem, ali res misli, da je bil umorjen. Ko se vrnem v Washington, bom šel s senatorjem Blumenthalom k vodjama republikancev in demokratov, da bi videli, ali lahko najdemo čas za sprejetje tega paketa sankcij proti Rusiji, ki bo predsedniku Trumpu dal orodja za pomoč pri končanju te vojne. Nekaj več kot 24 ur kasneje so sporočili, da je mrtev. Njegova pisarna je izdala izjavo, v kateri so to imenovali kratka in nenadna bolezen. Po poročanju so bili reševalci v soboto zvečer poklicani v njegovo hišo na Capitol Hillu zaradi srčnega zastoja. Po poročilih so reševalci na silo vstopili skozi zaklenjena vrata, izvajali oživljanje in ga na nosilih odpeljali stran. Star je bil 71 let, pravkar je v četrtek dopolnil 71 let. Ni kazal nobenih znakov bolezni. Njegov glavni sodelavec je za NBC News povedal, da ni bilo nobenih znakov, da bi se senator počutil slabo. In če to ni dovolj, se je vključil še FBI.
Direktor FBI Cash Patel je sporočil, da FBI pomaga lokalnim oblastem in je zagotovil vse potrebne vire. FBI, ne samo lokalna policija, FBI. Kdaj je FBI nazadnje posredoval pri smrti senatorja, ki je umrl naravne smrti? Povejte mi vi. Ker poglejte, danes postavljam vprašanja, za katera mislim, da jih postavlja tudi veliko drugih ljudi. Toda preden se lotimo kakršnihkoli odgovorov, teorij ali česarkoli drugega, morate razumeti, kdo je bil Lindsey Graham. Saj je ta kontekst ključen. Lindsey Graham je bil verjetno najbolj jastrebski in najbolj odkrito govoreč senator na področju zunanje politike v Washingtonu. Bil je upokojeni polkovnik letalskih sil. Bil je zadnji preživeli član tako imenovanih treh amigov, skupine senatorjev, ki so potovali v vsako konfliktno območje na svetu, da bi se zoperstavili diktatorjem in tiranom. Bil je eden najmočnejših podpornikov Izraela, verjetno v celotnem senatu Združenih držav. Bil je oster kritik iranskega režima. Bil je neomajen zagovornik Ukrajine. Bil je človek, ki se je najbolj zavzemal za ostre sankcije proti Rusiji. In le nekaj dni pred svojo smrtjo je bil v Kijevu. Vemo, kdo so. Mimogrede, iranska televizija praznuje njegovo smrt. Čestitam iranskemu ljudstvu ob smrti ameriškega senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil poslan pomagati. Jaz želim ljudem Združenih držav, da so srečni, velika nacija pekla. Grozljivo. Grozljivo. Zanimivo je. Seveda nimamo nobenih informacij in čakamo, da vidimo. Naj počiva v miru. In naj dejstvo, da ga internet tako zelo sovraži, kot vam bom hitro pokazala. Ker če pogledate, če dobesedno vpišete Lindsey Graham, boste tukaj našli tole. Končno smo se ga znebili od Ann Kasparian. Končno smo se ga znebili od Nika Fuentesa. Tako ogabno. Lindsey Graham je naredil naslednji korak na svoji poti, ko poskuša prepričati sovražnike, naj napadejo Zeusa in Petra Pozejdona. Rekel je, da bo Zeus in Pozejdon, pravi, da bo trajalo le nekaj tednov, ko bomo jokali za kopenskimi silami in da Pozejdon nikakor ne more zapreti ožine. In tukaj imate vedno več in več njegovih izjav o tem, kako verjame v vojno, in ljudje govorijo o njem kot o vojni jastrebu, kot da si samo želi vojne, samo želi vojne, samo želi vojne. Izkazalo se je, da je dejansko eden redkih ljudi tam zunaj, ki je imel nekaj zdrave pameti v sebi, saj je razumel grožnjo Rusije, grožnjo islamistov. In upam, da bo ta kanal počastil njegov spomin. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.